gospa Tanja Fajon. Gospa Fajon, res najlepša hvala za sodelovanje. Zelo smo veseli, da z vami otvorimo tale naš cikel. Če bi jaz odločal in da bomo to tudi uradno otvorili, bi najprej prosila Andreja, da v imenu pisarne Evropskega parlamenta vas pozdravi in otvori tale naša srečanja. Dobar dan, se slišimo? Se slišimo? Slišimo. Okay. Torej pozdravljam tudi v mojem imenu in v imenu pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji in dobrodošli v novosti, letošnji EPAS novosti, se pravi v razpravah, če bi jaz odločil bi. Zdaj, glavni namen tega projekta je predvsem razbiti mit, ki ga pogosto slišimo v javnosti, in sicer, da mladih politika ne zanima, da vas ne zanima družbena vprašanja, da ne iščete rešitve na njih in tako naprej. Mi seveda vemo, da je res prav nasprotno. Iz neposrednih izkušenj in izmenjav z vami vemo, da ste še kako družbeno aktivni, da imate kup idej o temah, ki vas zadevajo in zanimajo, in teh je res ogromno. Zato smo se odločili, da vas letos pozovemo, da jih predstavite nam, javnosti, pa tudi odločevalcem, v našem primeru evropskim poslankam in poslancem. Tokrat je, kot ste že slišali, z nami gospa Tanja Fajon. Želeli bi med drugim, da spoznate, da so tudi evropske poslanke in poslanci, da niso to neke vzvišene, nedosegljive osebe, ampak dejansko v bistvu ljudje iz mesa in krvi, ki bodo, prepričan sem, z veseljem prisluhnili vašim idejam in tudi verjamem v bistvu, da marsikatero od njih v bistvu razmislijo o njih takrat, ko odločajo o različnih družbenih temah. Radi bi v bistvu, da takšni projekti postanejo nek zagon za stalno, iskreno izmenjavo idej in mnenj o tem, kako zgraditi boljšo družbo. No? Tako da ne bi na tej točki v bistvu niti preveč vlekel. Jaz bi se vam iskreno zahvalil za udeležbo, za vaše ideje in gremo v akcijo. Hvala vam. Gremo v akcijo. Najprej en kratek načrt tega, kaj bomo danes počeli. Se pravi, najprej se bova z gospo Fajon malo pogovorili, par vprašanj smo pripravili, smo tudi napovedali en kratek v bistvu vsebinski uvod, potem pa gremo na vaše predloge. Danes vas je prisotnih 30 šol, hvala, da ste se odzvali v takem številu, da vas ta tematika zanima, izredno pomembna in izredno aktualna. In prejeli smo dejansko predloge za spremembe strani 28 šol. Zdaj, izmed teh 28 vas danes predloge predstavlja 9, ostale bomo poslali evropski poslanki v ogled, 9 pa vas je tistih, ki vas predstavlja. Naredili bomo tako, da vas bom jaz poklicala k besedi in sicer v sklopih po 3 šole. Se pravi, 3 šole boste predstavljali svoj predlog, potem pa damo evropski poslanki priložnost, da v bistvu se na nje odzove. Jaz sem poskušala vaše predloge, čeprav so raznoliki, razdeliti v neke 3, recimo, da take tematske sklope. Dejansko naslavljate sicer 4, no, ampak recimo jaz sem poskušala vas v 3 dati. Eni boste predstavljali bolj, se pravi, medijsko pismenost, ozaveščanje, izobraževalne vsebine na tem področju in pa se pravi ustanovitev nekih nadzornih organov. Drugi boste predstavljali regulacijo spletne komunikacije, torej kako na spletu organizirati v bistvu komunikacijo. In tretja skupina, ki jo imam, je mičken raznolika sicer, ampak tudi v bistvu govori o vzpostavitvi različnih orodij za preprečevanje sovražnega govora. Tako da, se pravi, ko vas pokličem, si v bistvu prižgete mikrofon, predstavite, poveste, prosim, s katere šole ste tudi, predstavite, oziroma to vas bom jaz poklicala, bo smo vedeli, no? Poveste vaše ime pa primek, predstavite vaše predloge in potem mikrofon izklopite in gremo na naslednjo šolo. Potem, ko evropska poslanka vaše predloge pokomentira, boste imeli možnost seveda ene replike. Zdaj, več jih bomo težko, ker če se spustimo v diskusijo že pri prvem sklopu, veste, da ne bomo prišli do konca. Tako da smo na koncu rezervirali 5 minut za eno tako splošno diskusijo. Seveda pa lahko potem te razprave nadaljujemo v nekih drugih forumih, drugih oblikah in tako naprej.
Tako da gremo mi na naš v bistvu vsebinski uvod in jaz bi svoje v bistvu vprašanje začela kar z enim aktualnim vprašanjem, zelo aktualno dogajanje. V zadnjih letih se je v več državah močno okrepil populizem, skupaj z njim so seveda porasli potem tudi sovražni govor, lažne novice, zavajanja. In zaskrbljujoče je prav to, da gre v mnogih primerih takih držav v bistvu za države, ki veljajo sicer kot demokratične in pravne države, take, ki temeljijo na pravnem redu. In zdaj, kako razdiralne učinke imajo tovrstni trendi, so prejšnji oziroma prejšnji teden pokazali tudi nasilni dogodki v ameriškem kongresu. Zdaj, zanima me, kako se v bistvu boriti proti tem trendom, kako zagotavljati neke demokratične vrednote, spoštovanje, objektivno poročanje, resnične informacije. Izvolite, gospa evropska poslanka. Nisem le prepričana, bojo prej še iz šole, ampak lepo pozdravljeni najprej vsi, me veseli, ker je to taka velika udeležba, pa predvsem, ker je tema, ki je zelo, zelo aktualna. Svoboda govora, širjenje lažnih novic, preprečevanje sovražnega govora in tako naprej. Jaz sama sem bila dolga leta novinarka, tako da izhajam iz sveta, kjer sem se veliko ukvarjala z informacijami, predvsem z verodostojnimi informacijami, uravnoteženimi informacijami, kar je bila vloga novinarja. Zdaj, kako preprečevati? Dejstvo je, da so bile vedno lažne novice, tudi v zgodovini, vedno so obstajale. Danes, ko pa imamo spletna orodja, ko imamo internet, se pa bistveno hitreje širijo. In so močno spremenile, bi rekla, podobo tudi našega dojemanja, ogrozile na eni strani tradicionalne medije, povzročile, kljub temu, da je bil splet velik izziv in priložnost, povzročile tudi veliko slabega v smislu, da se lažne novice bistveno hitreje širijo, da sovražni govor je delno tudi posledica lažnih novic, več je mogoče nestrpnosti v družbi. In kako se proti temu boriti, je več odgovorov, ni enega samega odgovora. Zdaj, tradicionalni mediji, ki so enako ogroženi, imajo veliko vlogo, da predvsem oni zadržijo tisto verodostojnost, profesionalnost in marsikateri mediji, tudi v Evropi, ko se je zlorabljalo lažne novice in sovražni govor, tudi v sredstvih političnih kampanj in tako naprej, so vzpostavili svoje deske za preverjanje novic, da so dobesedno preverjali novice in sami se borili zoper tem lažnim novicam in sovražnemu govoru. Ampak bolj ključno od tega je, da ljudje danes velikokrat ne ločijo laži od resnice, ker na spletu imajo vse sorte izvora informacij, in internet običajno deluje kot sredstvo hitreje kot mi, ki smo uporabniki in bralci. Zato se mi zdi, da je zelo pomembno osveščanje, izobraževanje, da ljudje razumejo, da vse, kar pogledajo na internetu, morajo preveriti, da se zavedajo, da so lahko vmes laži, da so mogoče lahko v nekih svojih balončkih zaprti z algoritmi in da znajo ločiti laž od resnice. Torej, ključno se mi zdi izobraževanje, osveščanje že od majhnih nog naprej, da se zavedamo nevarnosti, da se zavedamo, da laži je polno okoli nas, da se zavedamo, sovražni govor je nekaj drugega, pa bomo verjetno še ločeno o tem povedali. Sovražni govor je nestrpnost, ima lahko hude posledice in tu mediji spet, politika, vsi, ki smo nekje javni akterji, imamo veliko odgovornost, da ne širimo ne lažnih novic, ne sovražnega govora in da je to seveda za zakonodajami mogoče in uspešno tudi sankcionirati. Evo, toliko mogoče za uvod. Hvala lepa in mislim, da bodo potem tudi dijaki kaj dodali na to temo oziroma dopolnili, ker imajo zelo v enih ozirih podobne razmišljanja. Še eno vprašanje bi pravzaprav samo zastavila, da gremo potem na predloge, da nam ne zmanjka časa, pa lahko potem kakšno še na koncu predelamo.
In sicer bi se navezala na v bistvu dogajanje povezano z pandemijo. Pandemija je zelo izpostavila, kako pomembno sta objektivno poročanje in zanesljivo in strokovno poročanje. Kar se dogaja je, da vse mogoče dezinformacije in lažne novice in tudi teorije zarote konec koncev otežujejo boj proti virusu. Hkrati pa prispevajo k temu, da smo ljudje zmedeni, da ne vemo, ali sploh lahko zaupamo stroki, negotovi smo kaj, kako, zakaj. In kako v bistvu v času izrednih razmer, ko je izredno pomembno, da imamo dostop do točnih informacij, v času interneta in vseh mogočih medijev zagotovimo, da državljani pridemo do pravih informacij. Že da imamo danes bistveno več informacij v času interneta, kot smo jih imeli kadarkoli doslej. Da imamo velike gigante, kot so Facebook, YouTube, Twitter, socialne platforme, omrežja, ki širijo vse možne informacije. Dejstvo je tudi, da danes lahko vsak od nas na internet napiše praktično, kar želi in nihče tega ne bo cenzuriral ali zbrisal. Skratka, ta internetni svet je postal prepleten z goro informacij, obenem so neki algoritmi, ki nas tudi zapirajo v svoj balon. Če vi na internetu, pogledate danes 1 uro, boste zelo hitro opazili, da vam bo Facebook ponudil ogromen reklam o urah. Skratka, to so algoritmi, ki vas dajo, če boste začeli brati nekaj o cepivih, boste verjetno odvisno, na kateri strani boste. Če bo to neka stran, ki nima strokovnega vira, pa bo mogoče se širila teorija zarote, boste zelo hitro dobili 10-20 sorodnih strani in boste zaprti v svoj balon dezinformacij, lažnih informacij. In to je velika nevarnost. Veliko morajo tu narediti te spletni giganti, ki širijo, da samo regulirajo svoje spletne strani, da odstranjujejo tudi sovražni govor, da preverjajo informacije, to vedno ni hitro. Tudi ljudje imamo možnost, da sami preverjamo, vedno bi jaz svetovala, preverjajmo vire informacij. V času epidemije se je širilo marsikaj od tega, ali so maske v redu, niso maske v redu, so cepiva v redu, niso v redu. Skratka, tu je pa zelo ključno, da bi komunicirala stroka. Kar sem jaz pogrešala v Sloveniji v času epidemije je, da ni bila stroka in ni stroka v prvi vrsti, ki bi vlivala zaupanje ljudem pri sprejemanju ukrepov, ko smo šli čez in nošenje mask in zapiranje trgovin, zapiranje šol in tako naprej. Ker stroka bi morala biti glavni komunikator v smislu dajanja zaupanja. Tega zaupanja nažalost ni v meri, kot bi si ga želela, je pa ključno. V nekaterih državah to bistveno bolj deluje, ključno je pa tudi zato, ker ravno iz razloga, da danes lahko marsikaj po internetu preberemo. Tako da recimo, ko imamo zdaj vprašanje na mizi, se bomo cepili, jaz iskreno verjamem, da je cepljenje edina prava pot, da zmanjšamo ali okrepimo imunost družbe na koronavirus. Ampak ljudje so prestrašeni, širi se veliko dvomov, širijo se teorije zarot in to lahko razbije le stroka. Zato je treba preverjati vse te informacije, biti zelo previden, od kje jih poberemo, in v času epidemije mora seveda tudi politika ravnati čim bolj povezano in odgovorno. Hvala lepa za odgovor in tudi lepe smernice. Upam, da potem uspemo še kaj na to temo poklepetati. Bodo pa tudi dijaki ena izmed problematik izpostavili. Videla sem, da vsaj ena šola izpostavlja ravno te algoritme spletnih gigantov, kako pomembno vplivajo na vire informacij, ki jih imamo. Začenjamo s prvim krogom, torej kjer predlogi raznoliki, ampak nekako se mi zdi, da medijska pismenost, nadzor oziroma neka avtoriteta na tem področju bojo prevladujoče teme. Dajmo pogledati najprej predlog Biotehniške šole Šempeter pri Gorici. Predstavljala bo dijakinja Taja Tavčar. Tako da, Taja, vabljena k besedi, da si priklopiš mikrofon in predstaviš vaš predlog. Dober dan, jaz sem Taja Tavčar, predstavljam Biotehnično šolo v Šempetru v Gorici.
In po našem mnenju bi morali biti vsi deležni verodostojnega poročanja in spoštljive komunikacije strani vseh obstoječih medijev. Zavedati pa se moramo, da je dandanes vsak posameznik svoj medij. Če bi mi odločili, bi že v osnovnih šolah v program vključili predmete, ki spodbujajo samostojno in kritično razmišljanje, ter učencem zagotovili varen prostor odprte komunikacije. Učenci bi na ta način spoznali družbene in etične meje, ki definirajo sovražen govor, in spoznali, da je svoboda govora omejena s svobodo ostalih. Če bi mi odločili, bi v sklopu predavanj o nevarnostih interneta učence in dijake ozaveščali tudi o nevarnostih in posledicah lažnih ali zavajajočih novic ter sovražnega govora, saj se ta začne prav med mladimi. Če bi mi odločili, bi pri bralcih spodbudili medijsko pismenost in omejili stik z lažnimi govoricami in spornimi pogovori, s tem, da bi odstranili možnost komentiranja. Prav tako bi pod člankom zahtevali resničen podpis avtorja, ki bi prevzel odgovornost za morebitno širjenje napačnih informacij javnosti. Avtor ali medij bi po našem mnenju moral biti primerno visoko denarno kaznovan. Če bi mi odločili, bi sovražen govor strogo kaznovali, ne glede na to, kdo ga sporoča ali komu je namenjen. S tem bi ubili 2 muhi na en mah, saj bi zaščitili tiste, ki so nemočni oziroma v manjšini in revne. Če bi mi odločili, bi konkretneje definirali tudi sovražen govor. Če bi mi odločili, bi resničnost novic lahko pregledovala spletna policija, ki ne bi spadala pod kakršenkoli državen organ. Odgovorni bi bili tudi za odstranjevanje botov, lažnih in spornih profilov ter komentarjev. Vsi se zavedamo, da ima laž kratke noge, a zadnje čase so te noge zelo hitre, zato si naš razred želi, da jih čim prej dohitimo. Hvala. Hvala lepa, Taja, za super predlog. Če samo na hitro povzamem, se pravi vključevanje vsebin medijske pismenosti že v osnovne šole, srednje šole, spodbujevanje splošne medijske pismenosti, definicija sovražnega govora in tudi spletni nadzor. Z naslednjim predlogom se selimo nedaleč stran, po kilometrih od Biotehniške šole Šempeter pri Gorici, in sicer na Gimnazijo Nova Gorica. Tako da vabim predstavnico oziroma predstavnika, da predstavi vaš predlog. Najlepša hvala za besedo. Torej, prihajam iz Nove Gorice in se imenujem Manca Širok. Kljub zakonom, ki ne bi ščitili svobodo govora in preprečevali lažne novice, se slednje žal še vedno množično dogaja. Menimo, da je največji razlog za toliko lažnih novic in sovražni govor slaba regulacija medijev, neizobraženost in zavajanje ljudi, ki so politično pristranski. Predlagamo, da bi za povečanje medijske pismenosti med ljudmi Evropska unija v osnovnih in srednjih šolah organizirala obvezne delavnice. Na njih bi otroke naučili, kako naj preverijo informacije, katerim virom naj ne zaupajo, kaj je sovražni govor in kakšen je njegov negativni učinek predvsem na marginalne skupnosti. Delavnice bi potekale v 3. triadi osnovne šole. Znanje bi nadgrajevali v srednji šoli, kjer bi se dijaki pri pouku ali v okviru tematskih delavnic učili spoštovati osnovna pravila naravnega prava, ki se pri človeku zavzema za to, da ve, kaj je prav in kaj ne. Tako bi si prevzgojili občutek za pravičnost in poštenost, za dobro in lepo. Da bi se izognili širjenju lažnih novic za doseg političnega cilja, bi Evropska unija ustanovila komisijo, v kateri bi bili strokovnjaki različnih področij, pripadniki vseh strani političnega spektra. Komisija bi delo medijev naključno pregledovala in v ugotovitvi, da širijo lažne novice, tudi ustrezno ukrepala. Hvala. Hvala lepa, Manca, tudi za vaš predlog, ki gre torej v podobni smeri, povečanje medijske pismenosti z raznimi izobraževanji, delavnicami in pa se pravi nadzorni organ, v vašem primeru evropski, ki bi se pravi izvajal nadzor nad novicami. Tako, še 3. predlog v tem sklopu, tokrat gremo v Celje in sicer prosim za predstavitev Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje. Izvolite. Dober dan, sem Tjaša Rožič in danes bom predstavila mnenja od Srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje.
Baš mi se strinjamo, da te lažne novice zelo škodijo vsem po naši državi, ampak jaz bi bolj bi povedala tem, da ni problem v medijih, ampak bolj problem v posamezniku samem. Ker mislim, da bi se moral vsak posameznik sam bolj kritično razmišljati in bi moral nekako podatke sam preveriti, če so resnične. In ne samo prek Facebooka, Snapchata, kot so Twitter, kot so te strani, ker včasih je tako, da lahko ljudje včasih čustveno napačno predamo nekatere informacije. Zato je pomembno, da se včasih držimo teh nekih dejstev in da ne sklepamo samo po nekih čustvih, da kdo kaj je recimo rekel. Tako zdaj recimo ta cepljenje za COVID, to je ena taka stvar, ko ljudje niso sploh nič izobraženi, ko mislijo, kakšne težave povzroča cepljenje. Ampak pomembno je, da si preberemo, kaj sploh cepljenje pomeni, da koliko smrti in koliko je izkoreninjene, kako so bile bolezni izkoreninjene zaradi cepljenja. In treba se pozanimati o teh stvareh, ker tudi recimo Svoboda govora v 39. členu naših ustavi piše, da mora biti zagotovljena svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja. Tako da bi se mogli res vsi za sebe zavzeti in si pogledati stvari, kakšne pač so. Hvala. Hvala lepa, Tjaša. Prvi sklop smo dali skozi, zdaj bi prosila evropsko poslanko, gospod Tanjo Fajon, za en odgovor, razmislek na vaše predloge. Predlagam, da si za to vzamemo maksimalno 5 minut, da lahko potem pridemo še z drugima 2 sklopoma na enak način skozi. Izvolite. Hvala lepa. Lahko samo rečem, da ne rabim 5 minut najprej, glede na to, da je ogromno razmisleka šlo pravzaprav v isto smer, ki sem jo tudi sama že nekje zagovarjala in nakazala v začetku. Mi je pa všeč, ker vidim, da se zavedate nevarnosti, ki jih prinaša, pasti, ki jih prenaša, in pa te odgovornosti, kaj je potrebno narediti, da je potrebno preverjati informacije, da je nujno medijsko opismovanje že pri otrocih, torej v šoli, da bi bilo pravilno osveščati na vse te nevarnosti, ki obstajajo na spletu, tudi v medijih, ki jih gledamo, ali v časopisih, ki jih beremo. Zanimivo mi je bilo omeniti definicijo sovražnega govora. To je namreč nekaj, kar bi si zelo želela, ampak večkrat smo se pogovarjali, mi te definicije v resnici nimamo. In jaz kot nekdanja novinarka, ko razmišljam, kaj je sovražni govor, si večkrat rečem, tisto ne naredi, ne reči tistega nasprotni strani, kar ne bi želel, da nasprotna stran reče tebi. Zdaj, to je zelo tanek led. Ker čim govoriš o sovražnem govoru, je tanek led, kje je medijska svoboda oziroma svoboda izražanja. Ne? Danes so novinarji seveda zelo zaščiteni, imajo veliko odgovornost, da delujejo profesionalno, da preverjajo informacije, da uravnoteženo poročajo, ampak imajo seveda sicer tudi državljanke in državljani svobodo izražanja. Zdaj, ta svoboda izražanja ima pa svoje mere, kje ta svoboda izražanja pristopi v sovražni govor. Te definicije jasno definirane res nimamo in bi se strinjala, ne vem, če nam je bo uspelo nekako zares tako zelo jasno definirati, da bomo znali sankcionirati, kje, veste, se spomnite mogoče Charlie Hebdo naslovnic, ki so žalne, mogoče muslimanski svet, pa je bila karikatura, zdaj je karikatura sovražni govor, ali je to še medijska svoboda, skratka, tu je zelo, zelo nejasna črta. Res je slaba regulacija medijev, večkrat pravimo, tudi mediji sami morajo imeti zelo jasno svojo samoregulacijo, da držijo to profesionalnost, ki sem jo prej omenila, da sami sebe tudi cenzurirajo oziroma da niso mediji, posebej netradicionalni mediji, in to pa je žal danes tudi praksa, tudi že pri nas, da širijo in laži in sovražni govor in nestrpnost
In ko pa to pljuskne v medije tradicionalne, ko pljuskne v politiko, ko postanejo tudi politični odločevalci tisti, ki širijo laži ali sovražni govor, pa postane to problem družbe in se je treba zoper temu boriti. Tako da vse, kar ste v resnici povedali, vse je zelo, zelo smiselno, predvsem pa to, da se res tega zavedate in ste pozorni na vse, kar spremljate, prebirate in tudi na sledi, ki jih puščate za seboj na internetu, ker z vsakim ali nakupom ali nalaganjem česarkoli puščate vse svoje sledi za sabo. Tako da jaz sem zmeraj bila med tistimi tudi, ki so bili zagovorniki, ne objavljajte po nepotrebnem ne vem koliko slik na internet ali pa mogoče še kakšnih večjih neumnosti, ker enkrat, ko boste šli v službo, ta zgodovina se hitro ne zbriše, pa vam lahko kje dela tudi škodo, če je karkoli tasko vprašljivo. Hvala lepa. In evo, super smo si nastavili za naslednjo skupino, kjer bomo govorili ravno o neki regulaciji komunikacije, ne samo, ampak pretežno in tudi o tem, kar je že Tjaša prej v bistvu načela, kako naj tudi posamezniki se obnašajo pri svoji spletni komunikaciji. Tako da najprej k besedi vabim predstavnika oziroma predstavnico Srednje zdravstvene in kemijske šole Novo mesto, da predstavite vaš predlog. Izvolite. Hvala za besedo. Sem Zala Bobnar iz Šolskega centra Novo mesto ISZKŠ. Lažne vesti so v zadnjem času postale več kot samo obsežna, sistematična in agresivna uporaba dezinformacij je postala pravo orožje, s katerim se javnosti ustvarjate nezaupanje in negotovost, kar ima širše družbene, politične in ekonomske posledice. Motijo nas lažne novice in zavajanje naroda. V primeru koronavirusa se po našem mnenju zavaja narod glede realnih številk okuženih ljudi z novim koronavirusom. Glede ukrepov bi lahko bili bolj humani in bi se ukrepi med seboj bolje povezovali in bili realnejši. Mediji tukaj igrajo veliko vlogo, saj oni poročajo novice narodu. Podkupljeni novinarji ali pa novinarji, ki so preveč subjektivno nagnjeni v neko smer, lahko močno vplivajo na razmišljanje in vedenje naroda. Pred začetkom epidemije so mediji pretiravali glede nevarnosti in števila okuženih ljudi, sedaj zaradi tega ljudje ne zaupajo in ne upoštevajo novih nerealnih ukrepov. Konkretni dokazi novic. Vsaka novica bi morala imeti verodostojen vir, pisanje novic bi moralo biti na podlagi dejstev, ki so jih podale osebe z ustreznim znanjem in konkretnim ozadjem. Povezava med novico in osebo, ki objavi. Oseba, ki ima visok položaj in vpliv, na primer politiki in influencerji, bi morali sodelovati z osebo z strokovnim mnenjem in podlago, so bi tako preprečili veliko število lažnih novic in sovražnega govora. Informacije bi morala preveriti oseba, preden bi bile te objavljene. Medijem in novinarjem bi omogočili večjo varnost, ter tako zmanjšali vpliv oseb na visokem položaju, ki bi lahko pritiskali nanje. Napihovanje naslovov, ki pritegnejo bralčevo pozornost. Naslov ni skladen z vsebino članka, pozornost je bolj posvečena dramatičnemu naslovu kot dejanski realni vsebini. Hvala. Hvala, Zala, za vaše predloge. 5 ste jih imeli. Če samo na hitro povzamem, se pravi, vsaka novica mora imeti verodostojen vir. Pri objavljanju novice treba sodelovati z strokovnjaki, informacije morajo biti preverjene, mediji in novinarji morajo imeti večjo varnost, da se izognemo pritiskom na novinarje in pa vsem mogočim, kako bi rekla, podkupninam. In pa seveda naslovi oziroma nasplošno verjetno novice ne smejo biti namenjene temu, da pritegnejo pozornost in so šokantne, ampak predvsem objektivnemu poročanju. Kakšni so vaši predlogi na tem področju? Bi sedaj prosila, da nam predstavite dijake oziroma dijakinje Ekonomske šole Celje, gimnazije in srednje šole. Dober dan, jaz sem Domen Klasik iz Ekonomske šole Celje. Mi pa imamo v obdobju pandemije bolezni COVID-19 na različnih družbenih omrežjih razpasno neprimerno
lažniva in primitivna komunikacija med nekaterimi uporabniki, ki se bodo ob tem strahopetno skrivali za svojo anonimnostjo. Družbena obnežanja so že nekaj let idealno orodje za širjenje sovražnega govora in lažnih novic. Problem lažnih novic in sovražnega govora je atakiran in zlorabljen. Pravica do svobode izražanja je ena temeljnih človekovih pravic, zajema svobodo misli, sprejemanje in oddajanje mnenj, ki jo moramo sprejeti kot privilegij. Pojavlja se vprašanje o svobodi izražanja v spletnem okolju, ali naj bi država in EU delovala kot razsodnik zoper zlorab pravice do svobode izražanja na spletnih omrežjih. Hvala. Hvala, Domen. V vašem predlogu ste zapisali še nekaj vprašanj, iz katerih sem mogoče sklepala vaše predloge, pa te bom samo vprašala, če je temu res tako. Če sem prav razumela, bi prepovedali anonimnost komentarjev, bi strožje regulirali komunikacijo na spletu in bi tudi vzpostavili kontrolorje spletnih strani po posameznih področjih. Domen, sem pravilno razumela? Domen, ali pa morda, mislim, da ste še Lana, Marija, Tanja, Nika in profesorica Mešnjak. Ok, mogoče, če se slučajno zdaj še posvetujete, gremo mi na naslednji predlog, pa vas potem še enkrat vprašamo, ampak mislim, da so šli nekakšne vprašanja in komentarji v tej smeri. Mikrofon mi ne delal, ja, prav ste razumeli. Ok, super, hvala lepa, Domen. Naslednji pa bo z nami Nik Jošt iz Srednje gostinske in turistične šole Radovljica. Gospoda Nik, izvoli, beseda je tvoja. Dober dan, jaz sem Nik Jošt iz Srednje gostinske in turistične šole Radovljica. Mi smo se pa odločili, da gremo bolj v smeri svobode govora in kako se ta svoboda govora vzpostavlja in zagotavlja. Tako da menimo, da je to temeljna človekova pravica in je v teh časih ključnega pomena. Zato predlagamo, da se ta pravica upošteva v popolnosti in je vsak govor dovoljen, dokler ne napeljuje na nasilje ali spodbuja le tega nasilja. Javni komični nastopi ter objave na socialnih omrežjih morajo ostati nesporni in za njih ne sme biti odrejena kakršnakoli kazen, kar se je že dogajalo v nekaterih državah, seveda pa to ne velja za objave, ki ponovno spodbujajo nasilje. Sovražni govor mora biti bolje opredeljen, saj če ni, zanj ne bi smele biti odrejene zaporne in denarne kazni. Poleg tega menimo, da pod sovražni govor ne spadajo samo govori, ki spodbujajo nasilje in le redki drugi govori. Prav tako objave na socialnih omrežjih ne smejo biti odstranjene ali v primeru YouTubea demonetizirane, če se z njimi ne strinja le skupina ljudi. Osebe morajo imeti tudi pravico do javnega nastopanja, četudi je njihova vsebina za nekatere sporna. Mediji pa morajo imeti pravico pisati brez strahu pred ukinitvijo podpore strani države in strahu pred kazenskim postopkom. Hvala. Hvala, Nik. In evo, vi ste se dotaknili, se pravi, že definicije svobode govora, ki je, kot smo prej govorili, kar trd oreh. Vi bi jo torej postavili na mejo, kjer napeljuje ali vzpodbuja nasilje ali je nasilna neka komunikacija. Tako da prosim gospod evropsko poslanko Tanjo Fajon za komentar na 3 tele zadnje predloge, ki smo jih slišali. Izvolite. Pa vsekakor se strinjam, da je svoboda govora temeljna človekova pravica. Tega se moramo zavedati in ves čas poudarjati, ker ni samoumevno, da se tega sploh danes vsi zavedajo. In zato morajo tu predvsem mediji kot taki in spletni portali prevzeti zelo veliko odgovornost in se te odgovornosti zavedati. Zdaj omenjeno je bila, kje je ta meja med svobodo govora in sovražnim govorom.
mogoče samo spodbujanje nasilja niti ni dovolj, ker tudi to je potem težko definirati, kaj je tisto, kar spodbuja kliče k nasilju. Zdaj lahko rečeš, ne vem, bodo demonstracije, protesti, mirni, pa pozivaš ljudi, pa izbruh, ne vem, meja vedno je zelo tanka, pa izbruhne potem nasilje. Jaz mislim, sovražni govor je res nekaj takega, kar absolutno spodbuja nasilje, spodbuja sovraštvo, ksenofobijo, lahko vodi tudi v smrtne žrtve. Tudi zanimivo je bilo spremljati, kaj je ta sovražni govor in laži, kaj so naredile res v tem mandatu Trumpa, ki je sam bil nek simbol širjenja laži, dezinformacij, tudi sovražnega govora zlasti po socialnih omrežjih, koliko je v resnici zmanipuliral tudi ljudstvo, ki se je zdaj na koncu, in koliko je govoril, da so mu ukradli volitve, do zadnjega dne mobiliziral množice na ceste, da se je na koncu zgodilo nasilje v Kapitolu. To je zelo, zelo nevarno, če širijo mediji, če širijo politika, in zelo neodgovorno ravnanje. Tako da se strinjam z vsem, kar ste povedali. Tudi, ko gre za sovražni govor, če ga ima nek portal, ki objavi neko novico. To je bilo zelo izrazito v času begunske in migrantske krize. Ko je bilo leta 2015 šlo čez Slovenijo 2,5 milijona beguncev in migrantov, smo imeli v Sloveniji zelo veliko prisotne nestrpnosti, strahu, bi jaz rekla, pa tudi sovražnosti. Ampak sovražnost je bila posledica do neznanega, do tega, ker se nismo veliko pogovarjali, do tudi težkega obvladovanja razmer. In širil se je zelo hitro in naglo sovražni govor po spletnih omrežjih, ki je bil tudi orodje politike, ampak je bil v napačnih rokah. Napačne politike, ki je širila sovraštvo. In takrat so spletni portali se odločili, ker je bilo ogromno zapisov sovražnega govora pod objavami, da so sami regulirali svoje strani in so brisali sovražni govor. To zdaj vedno bolj postaja praksa in so zato tudi sankcionirani. Če pustijo dlje kot, ne vem, mislim, da 24 ur sovražno vsebino na svojih medijskih portalih, plačajo to tudi za kazen. Zdaj, jaz sama vam lahko povem, da sem bila ogromno krat kot političarka, zlasti, ker sem se ukvarjala tudi z migracijami, tarča sovražnega govora prek socialnih omrežij. In to tudi zapisov, ki so mi grozili smrtjo. Ko je bil teroristični napad, mi je tudi en politik napisal, da škoda, da nisem izgubila življenje v njem. To so izjemno, izjemno nevarne stvari. Zlasti, če prihajajo strani tistih, ki naj bi bili ljudem zgled, ker sledijo temu slabemu zgledu. In predvsem mi moramo imeti odgovornost, da tudi vsi vi, da ne širimo sovražnosti, da ne širimo sovražnega govora. Tudi, če se nam mogoče kdaj zdi smešno ali pa fajn, so to zelo, zelo nevarne stvari. Zato je prav, da se jih zavedamo, da se borimo proti temu, da vsak od nas ima tudi za to odgovornost. Hvala lepa za odgovor, misli in tudi praktične primere. Jaz sem si želela, da bi danes imeli priložnost, no, iti tudi mogoče čez ravno to, kar ste zdaj izpostavili, kak primer, ker vem, da enkrat sem se že udeležila ene okrogle mize vaše, kjer smo ravno o tem govorili. In ko ljudje vidimo, kakšni primeri so to sovražnega govora na spletu, mislim, da se takrat šele zavedamo, koliko zelo škodljiv in grozljiv je. In kakšne ima lahko resne, tudi bi rekla, psihične posledice na človeka, če ne znamo tega nekako tako kanalizirati, da se s tem ne ukvarjamo. Ne. Tako da hvala lepa tudi za te misli. In mi gremo na naš tretji sklop, zadnji. In sicer tukaj so pa predlogi raznoliki, vse posod so bili, ampak najprej bi prosila dijake Gimnazije Šiška, da predstavijo v bistvu svoje 3, mislim, da imate predloge. Dober dan, hvala za besedo. Sem Ana Aša Minati, dijakinja Gimnazije Šiška in v bistvu dijaki naše šole za širjenje svobode govora in preprečevanje lažnih novic predlagamo prvič ustanovitev posebnega
preglednega portala, preko katerega bi lahko uporabniki dostopali do povezav uradnih in neodvisnih raziskav ter medijev. S tem bi se omogočil dostop do različnih virov informacij na enem mestu. S portalom bi preprostemu državljanu približali različne ključne tematike, hkrati pa bi se lahko v neki meri izognili raznim aferam v javnosti, kot je bila pred kratkim na primer afera s kontaminiranim sezamom indijskega izvora. Res da podobni ločeni portali s takimi podatki že obstajajo, a večina prebivalcev ne ve zanje ali pa so podatki objavljeni pod šifrirnimi sistemi, s katerimi je seznanjen le manjši delež populacije. Zato si prizadevamo za dostopnost preglednih podatkov na enem mestu, s čimer bi se izognili širjenju pomanjkljivih, napačnih in lažnih podatkov preko medijev v javnost. Predlagamo tudi objave virov financiranja posameznih medijev in raziskav, saj bi tako uporabniki imeli možnost kritičnega preverjanja in primerjanja informacij različnih virov, s tem pa bi se v večji meri izognili širjenju lažnih novic in podatkov. Drugič, ustanovitev posebne službe za preverjanje resničnosti spletnih podatkov na ravni Evropske unije. Predlagamo, da se na nivoju Evropske unije vzpostavijo službe, ki bi se ukvarjale s prepoznavanjem lažnih objav, novic, spletnih strani in profilov. Podobne službe imajo socialne platforme, kot so Facebook, Instagram in podobne. Te službe se ukvarjajo s prepoznavanjem lažnih informacij in objav posameznikov, pa tudi navideznih profilov, ki poskušajo zavesti druge in širiti zmotna prepričanja. Predlagamo tudi, da bi se vzpostavili načini ugotavljanja izvora teh lažnih informacij. In kot tretjič, predlagamo ustanovitev posebne institucije, ki bi žrtvam spletnega nasilja in zlorab omogočala brezplačno prijavo kratenja pravic, saj zaradi denarne stiske marsikdo ne vloži tožbe zoper povzročiteljev takšnih zlorab. Hvala lepa za besedo. Hvala lepa, Mana. Se pravi, 3 predlogi, če na hitro povzamem: ustanovitev posebnega spletnega preglednega portala, ustanovitev službe za preverjanje resničnosti spletnih podatkov in pa institucija za žrtve spletnega nasilja. Naša naslednja šola za predstavitev pa je Gimnazija Murska Sobota. Izvolite predstaviti tudi vaš predlog. Hvala za besedo. Sem Matic Cečko in vas vse prisotne lepo pozdravljam v imenu Gimnazije Murska Sobota. Mi smo na naših srečanjih prišli do ugotovitve, kot je bilo že prej omenjeno, da se je v zadnjem času močno povečal problem širjenja lažnih novic in pa sovražnega govora. In ravno iz tega razloga smo se odločili zagovarjati predlog o nastanku spletne strani oziroma aplikacije, ki bi združevala novice in članke različnih slovenskih medijev. Zdi se nam namreč, da različni mediji aktualno dogajanje interpretirajo vsak na svoj način. S vzpostavitvijo tovrstne platforme bi pa bralcem omogočili večjo informiranost, možnost pogleda v različna tolmačenja, kar bi pa predvsem pripomoglo k temu, da bi si bralci lahko ustvarjali čim realnejšo sliko nekega dogajanja. Aplikacijo smo si zamislili kot vozlišče, v katerem bi ljudje imeli možnost prebrati članke različnih medijev brez potrebe po iskanju le-teh v spletu. To bi v praksi pomenilo, da bi z enim klikom na točno določeno temo odprli vse članke, ki se na njo navezujejo. Če podam en primer, ena izmed takšnih tem je vprašanje, koga voliti, če bile volitve danes, ter pa interpretacija in analiza teh rezultatov. Po pregledu različnih portalov smo ugotovili, da si iste rezultate interpretirajo vsak na svoj način. Skratka, s tem predlogom menimo, da bi povečali stopnjo informiranosti med ljudmi, kar pa je ključno, če želimo preprečiti širjenje lažnih novic. Hvala še enkrat. Najlepša hvala, Matic. Torej podoben predlog, ustanovitev portala, kjer
bi bil zbran nabor novic na vse določene teme in lažje primerjamo informacije in tudi vidimo raznolikost. Tako da super predlog. Gremo še na zadnji oziroma predzadnji predlog. Enega imam potem še za vas in sicer se selimo v Maribor, na 3. gimnazijo Maribor. Nam je pa pravzaprav dijakinja Anteja je napisala en esej na to temo. Prosila, Anteja, te bom, če ga nekako povzameš. Gre pa za to v bistvu, da zbrala sem si ga za zaključek ravno zato, ker se je Anteja dotaknila tistih elementov naše družbe, ki so mogoče trenutno šibki ali pa nezdravi in ki pripeljajo v to, da se sovražni govor sploh dogaja. Tako da, Anteja, izvoli, te vabim k besedi. Pozdravljeni, hvala za besedo. Torej, svoboda govora je temeljna človekova pravica, na kateri temelji demokratični svet in brez katere v demokraciji sploh ne moremo govoriti. Ker pa se okoliščine spreminjajo, vsi nimajo enake možnosti, da bi lahko izrazili svoje mnenje. Na eni strani so ljudje, ki širijo sovražni govor ter lažne novice in imajo podporo ter pozornost širšega dela populacije. Na drugi strani pa je morda manjši del populacije, ki je iskren in želi doseči nekaj koristnega, vendar pa tukaj prihaja do diskriminacij in izločanja. Medsebojno ločevanje je nedopustno in neprimerno. Ogromno je stereotipov in predsodkov, a to vse je posledica pomanjkanja informacij o družbenih skupinah. Tiste, ki diskriminirajo, je strah pred neznanim in imajo težnje po preseganju lastnega občutka manjvrednosti. Sprašujem se, kakšna bo usoda teh ljudi, kako bodo doprinesli dobro družbi, če družba ne prinaša ničesar dobrega njim samim. Menim, da ima tukaj veliko vlogo izobraževalna ozaveščenost, zato moramo javnost jasno osveščati, kje so meje dopustnega. Potrebno je ozaveščati ljudi, da se med seboj razlikujemo, a da smo hkrati enaki. Potrebno bi bilo prav tako vgraditi cilje in vrednote v šolski sistem. Ljudje bi morali povezovati in prenašati svoja znanja, tako da je v prvi vrsti potrebno ponuditi pomoč tistim, ki jo potrebujejo, torej v tem primeru socialno izločenim. Moramo jih povabiti k medsebojnemu aktivnemu sodelovanju. Že od malih nog bi morali otroke učiti sprejemanja in razumevanja pluralnosti ter novih in morda tujih navad, ki nam niso tako blizu. Prav v tem je težava, saj imajo velik del vpliv socialna omrežja, ki prenašajo tudi lažne novice in zavajajo javnost. Obravnavane teme, ki zadevajo položaj manjšin, so prikazane, da so pripadniki večinske in nadvladajoče družbene skupine predstavljeni v pozitivni luči. Drugi oziroma pripadniki manjšinskih družbenih skupin pa so predstavljeni kot grožnja večinski družbeni skupini. Sporne medijske prakse se odražajo, ko mediji o manjšinskih skupinah poročajo predvsem o konfliktnih situacijah, zato ima pomembno vlogo medijska pismenost. Pomembno je, da se sovražnega govora ne poslužujejo osebe, ki imajo veliko družbeno moč in vpliv. Posameznik si mora svoje mnenje izoblikovati sam in se potruditi poiskati skupne pozitivne značilnosti s tistimi, ki se nam sprva ne zdijo, da bi imeli z njimi kakršnekoli skupne interese. Lahko jim namenimo le nekaj lepih besed ali pa jim na kakšen drug način pridemo nasproti. V šoli in drugod bi lahko izvajali krožke za ljudi, ki se počutijo izločene iz družbe. Lahko bi si pisali samo anonimna pisma ali pa izvajali srečanja. Skupaj bi se vzpodbujali, si izmenjevali znanja, se vključevali v različne dejavnosti in tako sklenili stike z novimi prijatelji. Potrebno je obojestransko prilagajanje, kar pa v današnji družbi definitivno največji izziv. Zdaj bi še dala besedo svoji sošolki Evi Ekar, če ima eno vprašanje. Dober dan. Jaz tudi obiskujem gimnazijo, 3. gimnazijo Maribor in bi osebno rada vprašala evropsko poslanko Tanjo Fajon eno vprašanje in to je, zakaj ste v vaši stranki delili lažne objave o neobstoju virusa, katerega je delil Marko Potrč? In to zdaj naslavljam zaradi tega, ker me zanima, glede na to, da se pogovarjamo o medijih in o lažnih novicah. Hvala lepa. To bom najprej, a sem na vrsti ali še kdo? Še eno sem mislila nam zavrteti. Da je moja. Bi najprej potem predloge pokomentirali, pa na koncu vprašanje, če smem predlagati na tak način, zato da tudi predloge slišimo. Ampak glede na to, da je to edini video posnetek, ki smo ga dobili, smo se odločili in ker je kratek tudi, da še tole predstavimo, pa potem vse 4 skupaj pokomentiramo.
Evo, Jan nam bo dal gor, izvoli, Jan. Če bi jaz odločala o svobodi govora in preprečevanju lažnih novic, bi ustanovila spletno stran, kjer bi lahko vsak državljan napisal svoje mnenje, kot posameznik ali organizacija. Naloga politikov in organov države pa bi bila, da bi ta mnenja upoštevali po svojih najboljših močeh. To bi doprineslo k boljši medsebojni povezanosti in enotnosti v državi. Velik problem v današnji družbi predstavljajo lažne novice, ki širijo vplivneži, mediji in tudi politiki. Rešitev tega vidim v bolj podrobnem preverjanju podatkov in previdnosti pri izrekanju informacij strani pomembnih politikov, pa tudi vplivnih medijev. Morali bi prisluhniti ljudstvu, bi poskušali doseči nek mir in blaginjo. Z verodostojnostjo podatkov pa večje zaupanje strani državljanov Republike Slovenije. Ok, hvala lepa. Evo, to so torej naši 4 prispevki. Za en komentar bi prosila, 5 minut še imamo na voljo, tako da komentar, odgovor na vprašanje in pa Eve, da sem iskala ime, pardon, in pa potem še zaključna misel. Izvolite. Hvala lepa. Zdaj smo se dotaknili še enega področja, ki ga jaz nisem toliko prej omenila, je pa ključno. In to je, da zagotovimo svobodo medijem, pomeni neodvisnost medijem, pomeni, da moramo spoštovati, da so mediji in novinarji neodvisni pri upravljanju svojega poklica. Zato, da lahko o svojem delu brez kakršnihkoli da poročajo brez kakršnihkoli političnih, ekonomskih in drugačnih pritiskov. Zato je pomembna tudi transparentnost financiranja medijev, da se ve, kdo stoji za mediji, da se ve, kakšna je struktura medijev in da se ve, da so to res profesionalni in uravnoteženi mediji. Skratka, kot nekdanja novinarka lahko povem, da je zame izjemno pomembna ta svoboda medijev, da medijske hiše nimajo ne političnega, ne ekonomskega. V času gospodarske, socialne, ekonomske krize so imele tudi ekonomske pritiske, ker so bile s pomanjkanjem denarja, so novinarji, ker so se bali, da bodo izgubili službe, da ne bo denarja, so začeli poročati pravzaprav svojo samocenzuro, da so poročali glede na želje urednikov oziroma niso več poročali profesionalno in teh pritiskov ne smemo dopustiti. Zdaj, jaz lahko kritično rečem, da v Sloveniji imamo vsaj en medij, ki je bil direktno financiran s strani politike. To je medij Nova 24, ki ima danes že 20 spletnih portalov po vsej Sloveniji. In to je pač podaljšek politike, ki širi veliko laži in širi veliko dezinformacij. In če karkoli lahko naredimo, je, da ne spustimo politike zraven v strukturo medijev, ker potem se moramo vprašati, kakšna je verodostojnost poročanja. Torej, neodvisnost medijev se mi zdi, da je ključna. Izobraževanje, kar ste omenjali, osveščanje, predvsem pa tudi to spoštovanje raznolikosti, razbijanje stereotipov. To se je vse že nanašalo verjetno na širjenje sovraštva, širjenje laži, zlasti izrazito pri vprašanjih do migrantov, priseljencev. Tam smo bili priča nastanku novih portalov, ki so širili tudi lažne novice in sovražnost. In če je to orodje politike, je izjemno nevarno, ker politika, če ima v rokah medije, lahko skozi medije ustvarja sovraštvo, strah med ljudmi in ta strah pa ustvarja z namenom, da lahko potem te množice obvladuje. To je bila politika skrajnih sil, radikalnih sil, ki so bile zlasti tudi v migrantski krizi v porastu po vsej Evropi. In tudi ne nazadnje je bila to politika Trumpa v ZDA. Zdaj pa sam še na vprašanje. Jaz sem vse, kar ste povedali, zelo, zelo pozdravljam. So vse odločitve in razmisleki v pravo smer. Vprašanje, zakaj je naša stranka širila objave Marka Potrča, lažne objave. Veste, stranka verjetno ni širila. Bi dala roko v ogenj, da stranka svojega uradnega profila
ni širila lažnih objav. Lahko pa širi kak pripadnik stranke, kak posameznik doma iz svojega fotelja, tega pa ne izključujem. To je pa zelo, zelo, sami veste, težko nadzorovati. Vsak dan ima svoj dostop do svojih socialnih omrežij, vsak nečemu verjame, širi objavo, v kateri ne vidi sam laži od resnice. Tega imamo pa povsod prisotnega. Bistvo je, da tisti, ki smo odgovorni, ali so to naši spletni portali, če je to spletni portal stranke Socialnih demokratov ali ne vem, stranke SDS ali kakršnekoli druge stranke, je naša odgovornost, da zagotovo ne širimo laži pa sovražnega govora. Če pa to naredimo, je treba pa tudi nas sankcionirati oziroma nas minimalno vsaj na to opozoriti, da sami vidimo. Je pa to naša odgovornost, se strinjam. Hvala lepa za odgovore in evo, dijaki, vas pozivamo, da ste naši stebri resnice in da spremljate, kaj se objavlja, opozorite, kadar pride do kakšnih takih stvari ali pa mogoče izpostavite, da niste prepričani, ali je to res. V bistvu je to naloga vsakega izmed nas, ne samo vas, da pozorno spremljamo, da preverjamo in da se tudi na to odzovemo kulturno v smislu, ali je to res, ste preverili in tako naprej. Tako da Eva, tudi hvala, da si to izpostavlja. Ene stvari se nismo dotaknili, pa je zelo pomembna, ampak ker je ura 3:30, se ne bomo mogli in to je večkrat ste izpostavljali dijaki ustanovitev neke ali pa vzpostavitev nadzorne institucije, ki bi preverjala pravilnost informacij, svobodni govor. To se mi zdi ena zelo zanimiva tema, tudi zelo kompleksna, tako da pravzaprav bi mogli na to temo organizirati eno razpravo. In jaz bi pozvala nekoga od vas, veliko ste imeli ta predlog, da tako razpravo organizirate, povabite tudi nas, povabite kakšnega evropskega poslanca, več njih, sem prepričana, če bo kdo imel čas, se bo odzval, pa dajmo še en dogodek mogoče na to temo narediti, pa se posvetimo kakšnim recimo 3 ključnim vprašanjem, ki smo jih danes ven dali, en izmed njih ta nadzor, kako to spremljati. Mogoče tudi kakšnega strokovnjaka z področja digitalizacije povabimo, IT-jevca, ki bi nam znal povedati, kako to sploh nastaviti, neke algoritme, ki bi to izpostavljali ven. Se veste, novice je nemogoče pregledovati vse na roke. In tudi to bi vas spodbudila za naprej. Danes je bilo izpostavljenih ogromno zanimivih idej. Vidi se, da razmišljate, aktivni ste, mar vam je za družbo. Dajte izkoristiti ta naboj, ki ga imate, zato da organizirate kakšno dejavnost še naprej na šoli, do konca šolskega leta, kadarkoli. Tudi veste, da se vam to šteje v programu EPAS, ampak predvsem pa z namenom ozaveščanja pa izobraževanja. Lahko je to okrogla miza, pogovor, delavnica. Povabite evropske poslance, sem prepričana, da se bodo udeležili, če bodo le imeli čas. Vidite, da imamo super ekipo, da smo non-stop v kontaktih, tako da dajte res izkoristiti te istočnice za organizacijo kakih dogodkov. Drugače pa hvala za vse predloge, ki ste jih danes predstavili. Super so, nad pričakovanji ste se potrudili. Mislim, da smo vsi navdušeni. Za nas organizacijsko ekipo zagotovo lahko to trdim, pa tudi mislim, da za evropsko poslanko, ki vas je že prej zelo pohvalila. Hvala, da razmišljate, da vam ni vseeno, to rabimo za prihodnost. Tako da tiste predloge, ki ste jih poslali, pa jih danes nismo predstavljali, bomo mi, evropski poslanki, poslali preko WeTransferja v ogled, morebitni komentar, kadarkoli tekom šolskega leta, če se bo našel čas, v vsakem primeru pa jih dobi v pogled, da vidi, kako razmišljate, da vidi, kakšni so vaši predlogi, da jih morda upošteva pri tem, ko se bo pisali strategije, načrti, politike, tako da vaše ideje ne bodo spregledane, zagotovo ne. In mi se pa potem vidimo prihodnji teden na pogovoru o preprečevanju odvisnosti med mladimi. Tako da hvala še enkrat vsem dijakom, učiteljem in vam, evropska poslanka. Lep vikend vam želim in upam, da se čim prej spet vidimo. Hvala vsem, srečno. Hvala.